Gledate oddajo Klepet ob kavi. Lepo pozdravljeni. Danes pa ena pereča tematika. Namreč, ko govorimo o različnih zdravstvenih težavah, pogosto ne moremo mimo dopolnil. Ampak zdaj nasplošno, kdaj je neko dopolnilo v bistvu res pomočnik, kdaj pa z jemanjem samo mečemo denar skozi okno. Urška in Jelena, lepo pozdravljeni. Zdaj začeli bomo torej z eno najbolj tako osnovno stvarjo, in sicer kdaj so v bistvu, kaj je s to sintetiko, sintetična torej prehranska dopolnila, ja, ne, kaj ni tukaj v redu, kaj tukaj ne štima? V bistvu sintetika sploh ne štima. Sploh ne štima. Sploh ne štima, ne. Problem je v tem, da je v bistvu večina teh prehranskih dopolnil, kar vsa, izhajajo iz neke naravnega vira. Narava ima svojo moč, ampak potem nekje v preteklosti se je ta ozdravila učinkovina sintetizirala. Farmacija je to sintetizirala, cenejšo varianto, in ta cenejša varianta se zdaj masovno uporablja, ker v končni fazi je sama proizvodnja je cenejša, tudi do končnega potrošnika je cenejši produkt. Ampak, če pogledamo to sintetično učinkovino, kaj vse dela v telesu, mogoče tisti trenutek nam da neko spodbudo, nas spodbudi, da tisti instant rešitev, ampak na dolgi rok to ni rešitev. Ker poleg tega, da obremenimo telo z vso to sintetiko, ki je v bistvu to gre za nekaj nenaravno sestavino, obremenimo in jetra, in ledvičke, in praktično cel prebavni sistem, je tle težava. Taka zelo velika. To je v bistvu taka prva predpostavka. Zdaj si lahko tudi pogledamo, režija bo torej pripravila par dejstev, torej zdaj si lahko tudi pogledamo, kdaj prehranska dopolnila torej samo praznijo našo denarnico, torej sintetiko smo omenili, kadar mislimo, da bomo izključno z jemanjem dopolnil rešili svoje težave, torej da ne spremenimo življenjskega sloga. Jelena, kaj praviš ti na tolele? Ja, takole bi sam še nekaj... Ja, res je. Dejansko bi sam... Nekaj jemlješ pa skul, ne? Ja, to je, smo navajeni nekako delovati na tak način, ker so nas naučili, da pa če imaš neko težavo, potem poiščeš rešitev od zunaj, spiješ ali vzameš kakšno čarobno pilulo in potem misliš, stvari so rešene, ampak nažalost ne funkcionira na tak način. Bi dodala samo še nekaj okrog te sintetike in sintetičnih tudi prehranskih dopolnil. Ravno tukaj je res ta težava, da v bistvu naše telo ne prepozna tistih sintetičnih prehranskih dopolnil kot nekaj, kar je naravni del tudi, ki bo postalo del našega telesa, in potem niti to doziranje ni pravilno. Se pravi, če bi bilo neko naravno prehransko dopolnilo, bi v bistvu telo vzelo to, koliko rabi. Ko pa govorimo o sintetičnim prehranskih, če so sintetična prehranska dopolnila, takrat v bistvu so vedno neki presežki. In tisti presežki so tudi problematični, zaradi tega, ker so vedno neki stranski učinki, poleg tega imajo veliko polnil, magnezijev starat, smukec in tako dalje. To so snovi, ki lahko tudi povzročajo alergične reakcije pri marsikomu. In potem tudi se zna zgodi, da se telo čez nekaj časa navadi tudi na jemanje teh prehranskih dopolnil in potem se na nek način poleni, oziroma če bi sicer v drugem primeru proizvajalo svoje lastne spodbudo, recimo kakšnih rastlin, svoje lastne nutriente, v tem primeru se to ne zgodi, oziroma dejansko se zanaša na to, da bo nekaj prihajalo od zunaj. Tako da načeloma je to res ena slaba varianta. Pri naravnih ne pride do teh stvari. Tako je. Pri naravnih prehranskih dopolnilih v bistvu posebej, ko govorimo o res naravnih, ne tisti, ki so na naravni osnovi, ampak naravnih, tukaj res govorimo o koncentriranih živilih, ki nastanejo ali procesom kakšne fermentacije, se koncentrirajo ali karkoli tazga. V bistvu tukaj imamo cel tak en spekter, celoten paket, in potem telo to doživlja kot hrano in nikoli v tem primeru ne more priti do preseganja teh vrednosti. Nikoli ne more biti prenasičenost telesa z določenimi snovmi, hranilnimi snovmi, ker dejansko se to prepozna na drugi ravni. In pač tudi je tu druga esenca, mogoče kakšna vibracijska, usklajevanje z lastnim telesom. Imamo pa še drugo varianto, so prehranska dopolnila, ki so na naravni osnovi. To pomeni, da so iz naravnega vira, a je to iz nekega sadja, zelenjave, zelišč, ampak se delajo iz vlečki, nekih nutrientov in tako dalje. To je vsekakor boljša varianta kot kakšna sintetična zadeva, ampak vseeno ni to živilo, ki je polnovredno. Vse, kar je iz vleček, vse naše telo to malo drugače obravnava, kot da bi bila ena sinergija.
vseh teh hranilih in zdravilnih snovi, ki jih najdemo v rastlinah. Urška, kako je pa pomembno, da je torej prehransko dopolnilo ekološko? Zakaj v bistvu moramo biti pozorni na to, da torej izbiramo ekološka prehranska dopolnila? V bistvu, ko je ekološki certifikat, mi točno vemo vir same surovine oziroma prehranskega dopolnila. Tudi vemo, ali je onesnažen z težkimi kovinami, z dodatnimi okoljskimi onesnažili, seveda tukaj tudi antibiotiki. En kup enih stvari je, ki še dodatno obremenijo zdaj ali sam vir, tako smo rekli, oziroma se te izvlečke obremenijo. Čeprav te izvlečki so lahko tudi potem kemično prečiščeni, tako da tudi tukaj so postopki čiščenja vmes, ampak ko imamo mi certifikat ekološko, to se pravi, da mi točno vemo za vsako surovino oziroma sestavino sledljivost, kje raste, kakšna tla so tam, celoten transport, v bistvu vse te posamezne korake, ki jih mi poznamo, mi tudi lahko s temi certifikati, glede na to govorimo o ekološkem, tudi vemo vse, in bom tako rekla, kar identifikacijo, vse od rastišča, transporta do končnega pakiranja imamo vse znano. To se pravi, ekološko nam pove, da ni vseh teh onesnažil, toksinov in posledično mi tudi telesa ne bomo s tem obremenjevali. Tako smo že prej rekli, in z razno sintetiko in tudi telo drugače jemlje ta naravna, ekološka prehranska dopolnila, ker jih samo si zna vzeti toliko, koliko potrebuje, po domače povedano, toliko, koliko potrebuje, vse, kar je več, izločimo iz telesa, ni teh stranskih učinkov, teda je tukaj res treba biti pozoren na ta certifikat oziroma še tudi na ostale certifikate. Bi kaj dodala še, Jelena? Pa ne, v bistvu takole, marsikdo misli, kupuje prehranska dopolnila, da nima dostopa do teh informacij. Ampak dejansko jih ima ali pri proizvajalcu ali pri tem, ki prodaja prehranska dopolnila. Od vsakogar mi lahko zahtevamo, da nam pokaže ta dokazila. In če jih nima, potem je vprašanje, kaj je v ozadju. Tako da vedno kot potrošnik nismo tako ubogi, pa ne moremo priti do kakšnih informacij, ampak mi lahko to zahtevamo in lahko to dobimo in to je na nek način dobimo tudi to potrditev, a resnično to, kar nekdo nekaj reklamira, oglašuje, a stoji za tem, a ne stoji za tem. Tako da jaz res torej moramo biti mi potrošniki v bistvu malo bolj zahtevni. Tako je, res je. Torej razvedni. Definitivno. Jelena, meridianska ura, torej zakaj je pri prehranskih dopolnilih tako pomemben pravi čas, torej kdaj vzamemo? Zaradi tega, ker različno delujejo na naše telo. Eni recimo dvigujejo raven energije, eni so zelo dobri za regeneracijske procese, za hormonsko delovanje in če mi dejansko vemo, na kakšne organe, katere sisteme deluje to prehransko dopolnilo, potem ga bomo vzeli v pravem času, ne pa da recimo, ne vem, vzamemo nekaj, kar bo dvignilo raven energije, pa vzamemo zvečer, pa ne moremo spati. Tako da zaradi tega je to zelo pomembno, da pol tudi to spremljamo. Ok, zdaj, kaj pa pretiravanje, pač, ne vem, si en da rečem, zdaj se pa jaz nekaj, ne vem, kaj jaz vem, recimo, ne vem, sem preklejen, pa goda, zdaj bom pa to. Zakaj to ni ok? A te ne našopa, pa si pol cool? Našopa te tisti trenutek, ne. Nikoli, eno tako pravilo je, več je vedno preveč. Vedno je to preveč. In tudi je tako, ti ne veš, a tisti trenutek telo to potrebuje ali ne potrebuje. In tukaj se moramo čisto tako vprašati, zakaj bi obremenjevali telo z sestavinami, ki jih ne potrebujemo v tem trenutku. Saj bolj sem mogoče mislila na ta način, da bi na nek način škoda denarja, ker itak, če preveč tega vzamemo, gre itak ven z telesa. Odvisno, kakšna so prehranska dopolnila. V vsakem primeru vedno gledamo na tole, kot recimo, ne vem, pri določenih prehranskih dopolnilih, posebej, ko se posamezni elementi vzamejo. To jaz vedno pravim tudi pri vitaminu C, če ni s počasnim sproščanjem, recimo pa če v taki obliki, da je tako narejen, da ni direktno iz kakšne rastline, ampak je res izvleček, pol pa bomo dejansko to izločili iz telesa, ker recimo v eni dozi lahko telo uporabi mogoče 200 mg te snovi, ostalo pa se izloči in lahko tudi obremeni tudi določene organe, zlasti kakšne ledvice, pa tudi jetra. In iz tega razloga nima smisla, ker mi vedno mislimo, če bom več tega dodal, bom imel več efekta. Boš efekt, ampak tudi, če nekaj dodajemo več, potem to moramo razporediti čez dan.
ne vse naenkrat v enem šusu, ampak recimo razporedimo, če je to neka podporna terapija za krepitev imunskega sistema v času prehladov, gripe, potem to res razporedimo. V vsakem primeru pa je dobro, da imamo neko opcijo, da preverimo, kakšno je stanje v telesu, kje so kakšne pomanjkanja, kako deluje naš prebavni sistem, kjer smo rekli, da tukaj nekaj osnova, nismo to, kar pojemo, ampak to, kar absorbiramo, koliko smo mi sposobni dejansko absorbirati snovi, ki jih zaužijemo, ne samo hrano, ampak tudi prehranska dopolnila. Če mi tega ogromno zaužijemo, ni rečeno, da bo to prišlo v samo celico, ker je od marsikaterih dejavnikov odvisno, kako se bo to razvijalo, kam bojo prišle te snovi. In dobro je, da preverimo te zadeve. Ali na neki energijski ravni, jaz recimo pri svojih strankah imam neke teste, ki jih delamo, pol se vidi, kakšne so pomanjkanja, pa pol vidimo simptomatiko, vidimo, kako prebavni sistem deluje, a je dobra, ni dobra absorpcija in pol se na podlagi tega lahko odločimo, kaj je treba narediti. Okay. Zdaj tudi pomembno, recimo Urška, pri prehranskih dopolnilih je, da torej ne moramo pričakovati, da bodo delovala čez noč, ne? In da čez 2 dni lahko že nehamo jemati, ne? Saj to je to, zdaj se pozabimo malo pa, ne? To je instant rešitev. Ja, ne? Kot zdravilo. Ja. Ne, prehranska dopolnila, sploh taki so resnično naravna, ne? To se pravi vir, sadje, zelenjava, gobice in tako naprej. To je treba jemati daljše časovno obdobje, ne? Mogoče izboljšanja bojo vidna že po nekaj dneh, ne? Ker bomo imeli več energije, boljša gibljivost, elastičnost in tako naprej. Ampak je potrebno jemati daljše časovno obdobje. Vedno govorimo nekje o 3-mesečni kuri, ne? Potem kasneje po potrebi oziroma smiselno ponovimo čez pol leta ali pa čez 1 mesec. Ne? Ravno zaradi tega, da telo ima na razpolago dovolj teh hranil oziroma pač karkoli jemljemo ali kot podpora ali za energije ali revitalizacijo, da preko dneva mi vse te sestavine razporedimo, damo telesu možnost, da to izčrpa, ne? Uporabi za vse notranje celične procese. Hkrati mu damo pa tudi en tak dolg termin, čisto po domače sedaj povedano, ne? 3 mesece, da počasi gradi, izgrajuje podporo in tako naprej. A ne? Tako da, kar je treba, ni tistih instant rešitev, ne? To nikoli ne pride v upoštev, ampak je treba kar vzeti en tak 3-mesečni rok pod narekovaj, da bomo resnično ustrajati, dosledno jemati stvari, ne mogoče danes ja, pa jutri ne, pa spet malo pozabiš za 1 teden, ampak resnično vsaki dan dosledno jemlješ prehransko dopolnilo. Ne? No, super, evo, vzeto na znanje. Jelena, zdaj pa eno tako vprašanje, ki mislim, da si ga marsikateri človek postavlja na splošno, kot nas gleda, recimo, zakaj ne bi sploh človek jemal prehranska dopolnila? Ja, dejansko jih ne bi potreboval, če bi vse delovalo, kot je treba v našem prebavnem sistemu, predvsem to, kar sem že omenjala, dejansko, če bi mi iz hrane z lahkoto dobili vse nutriente, če tudi hrana ne bi bila tako siromašena, recimo to je velika težava današnjega časa, da res ne jemo več kakovostne hrane, pa veliko ljudi resnično je veliko procesirane hrane, veliko sladkorja, sladkor nam tudi jemlje različne nutriente, uživajo poživila, tudi kavo recimo, tudi to jemlje nutriente, se pravi, če kadimo ali smo veliko pod stresom, vse so to načini, naš način življenja določa, ko bomo mi izgubljali nutrientov in če bo dovolj to, kar mi dobimo iz hrane, če resnično pojemo zadostno količino tistih hranil. Hkrati pa se ta način življenja tudi odraža na to, da se dogajajo kakšni vnetni procesi v telesu, ki jih je zelo težko pol popravljati tako sproti. Tudi če spremenimo način življenja, prehranjevanja, če živimo v mestih, nenehno smo pod stresom, pa se tega niti ne zavedamo in tako dalje, ogromno je toksičnih snovi, obkroženi smo s tem, v toksični juhi živimo. In pač to so vse razlogi, ogromno je teh dejavnikov, ki vplivajo na to, da enostavno ne dohajamo. Tudi naše telo ne dohaja in nikoli se ne ustvarijo tisti idealni pogoji, da rečemo, ok, zdaj jaz jem res kakovostno hrano, ki je direktno iz narave, dozorelo, mogoče iz svojega lastnega vrta, živim umirjeno življenje, v svojem sem notranjem miru in tako dalje, nisem obkrožen s temi toksini in drugimi snovmi, ki me res motijo, tudi kakšen elektrosmog in tako dalje, vse, kar moti celično komunikacijo. Če bi mi živeli na tak bolj naraven način, potem resnično ne bi potrebovali nikakršne podpore. Ampak nažalost, ker ne živimo, ker smo veliko v mestih, v pisarnah, mogoče se niti ne gibamo dovolj, nismo na soncu,
ti dejavniki zdravja niso pri nas poštimani, takrat ta podpora res pride prav, ampak ne sme biti izkoriščena na tak način, da si rečemo, jaz sam se s tem filam, nočem ničesar spreminjati in potem je to dovolj, ker ni dovolj. To je prehransko dopolnilo. Dopolnilo našemu zdravemu načinu življenja, se trudimo, koliko se le da, idealno ne more biti, daleč od tega, ampak stvar je v tem, da to razumemo na tak način. Da ne razumemo to kot neko zdravilo, ki reši težave s simptomom, pa potem mi ničesar ne čutimo, ampak kot ena res podpora našemu življenju. Tako tudi mi smo izbrali najbolj pogoste torej prehranska dopolnila, ki jih obožujejo naši gledalci, in to so formula, ki jo seveda vsi poznamo, tudi jaz jo rada obožujem, pa biotiki, kurkumin, torej proti bolečinam, mineralne kapljice in pa seveda zloglasno eko zelenje, brez katerega pravzaprav ne bi smel mini dan, če si doma kaj ne pripravite zelenega, ne? To sem jaz, recimo. Ja, s temi stvarmi se ne hvalimo, ampak pač tako je. Urška, pa Jelena, v bistvu obede boste tlele mi mečkam pomagale, glede na to, da sama torej nimam dovolj izkušenj in se ne spoznam na te stvari, vidite pa sta tukaj res profički in verjamem, da zelo zahtevni potrošnici. Kakšni so kriteriji v bistvu za ugotavljanje torej učinkovitosti prehranskih dopolnil in kakovosti? To se pravi kot potrošnik. Kot potrošnik. Kot potrošnik, ja. Zahtevam potrošnik. Prvo kot prvo jaz potrebe telesa je treba vedeti. Ne? Potem pa gremo naprej in sicer, da vemo izvor samih surovin oziroma sestavin posameznega prehranskega dopolnila, ne, tako da tukaj res smo majčkeno dosledni in sprašujemo, da dobimo vse te certifikate. Lahko so tudi certifikati navedeni že na samih embalažah, ne. Potem sama mešanica, kako je sestavljena, to se pravi, so to sinergistično delovanje med posameznimi učinkovinami. Potem, kakšna je ta biorazpoložljivost v organizmu, to. Zakaj je to zdaj pomembno? Čist tak, v bistvu, če pogledamo biotike, nas zanima, biotike vemo, da se morajo sprostiti v tankem črevesju. Zdaj vemo, ja? Malo mogoče prehitevam, ne? Ampak, če se začne že sama razgradnja ovojnice, biotične ovojnice v želodcu, ne? Mi od teh biotikov praktično nimamo nič več, zaradi tega, ker jih kislina želodca jih uniči, oziroma zelo majhen delež pride naprej v tanko črevo. In zaradi tega je za nas zelo pomembno, kako je sestavljena ta ovojnica, ki ščiti biotike, da se začne kje se začne sproščati, ne, to bi naj bilo v samem tankem črevesju. Poleg tega je pomembno tudi to, da mi vemo, ali gre tle samo za mikrobiološke kulture, ali so še mogoče kakšne stvari dodane, prebavni encimi mogoče, prebiotiki, ne. Kaj je še tista stvar, ki je še dodana zraven, celulozna ovojnica, na primer, ne. Vse te stvari so izredno pomembne, da jih mi poznamo pri samem prehranskem dopolnilu. Ne? Vidim, da bi rabila izkušen svinčnik pa papir, ker tole je za toliko informacije. Elena, še ti boš kaj dodala, verjetno, ne? Super. Ja, v bistvu takole, dejansko vse to, kar je pomembno, je že rekla Urška, ampak stvar je v tem, da jaz gledam tudi osebno, kako jaz tudi izbiram. Upoštevam vse to, kar je res nujno za upoštevati, ampak hkrati se zanašam tudi na svojo lastno intuicijo, notranjo. Ker v bistvu zdaj vprašanje, koliko zaznavamo stvari, ampak otroci so fenomenalni pri tem. Recimo, če otroku daš neko prehransko dopolnilo, kjer je še zmeraj ima dovolj čisto telo, da ni toliko nesnaženo kot pri odraslem človeku, bo točno vedel, to bom z užitkom pojedel in bo jedel in tudi večje količine, in če naravno prehransko dopolnilo, spet sem rekla, ni nevarnosti tega presežka, telo bo vzelo to, koliko rabi, in potem otrok nekaj časa to uživa, je navdušen in pa reče, ne, nočem več, dovolj je. Se pravi, ko je telo uporabilo to, koliko je rabilo, eno ravnovesje se vzpostavilo, tako bi mogli mi tudi odrasli. Izberemo kakovostno prehransko dopolnilo iz naravnega vira in potem, če smo mi dosti očiščeni, če živimo dokaj zdravo, potem imamo ta notranji impuls, imamo to, kar nam bo reklo, ta en glas, ki nam reče, veš kaj, ok, to je zate, to te neki tam vleče, da bi to vzel. Torej se poslušamo. In se poslušamo. In nekaj časa užijamo in ko nam neki notranje tudi reče, ja, ni več, ne bi jaz tega več. Potem rečemo, mogoče je tukaj zaključena ta faza, ne rabimo več tega prehranskega dopolnila. Tako da ne jemati z glavo. To je problem, ker spet tam se zahakljajo stvari. Ampak vse, zdaj bomo mečkrat tvojo glavo uporabili. Torej, daj mi prosim svetuj, kaj pravzaprav pa ti priporočaš, da
večini, neko na osnovo. povprečnemu človeku, da so torej tista dopolnila, ki jih je pa fajn jemati. Ja, to, kar tudi trenutno imaš na mizi, osnova vedno mora biti nekako podpiranje telesa, preden ga podpremo z kakšnimi tudi nutrienti in ga nahranimo, tudi ga treba očistiti. Ker če telo ni čisto, če imamo prebavne težave, če tam veliko fermentacije, gnitja, če ni prave mikrobiote, pač ne moremo pričakovati, da se pol hranila iz hrane ali tiste, ki jih dodajamo, bojo dobro vsrkavala. Tako da osnova mora biti nekje na čiščenju in tako da recimo tale izdelek, ki je za čiščenje jeter in črevesja, je neka taka osnova. Potem, če je potrebno urediti mikrobioto, potem dodamo kakšne probiotike, ki itak so v kombinaciji z encimi in prebiotiki hrano za probiotične kulture. Pri čiščenju nam lahko pomaga seveda tudi to zelenje, ki ga, kot sama praviš, ne zaužiješ dovolj. Tako da v bistvu neko tako osnovo si naredimo in potem vidimo, kje imam kakšne primanjkljaje, ko je moje telo dovolj čisto, ko je mikrobiota uravnovešena, potem jaz lahko dodajam nekaj, kar mi primanjkuje, ker bo takrat prehransko dopolnilo boljše delovalo, več bomo imeli od tega, ne da pač gre neki stran, kjer se ne more dobro absorbirati. Urška, brez katerih pa ti ne moreš, evo, še kaj takega. Jaz sem tista, ki D-vitamin res redno jemljem. No, tukaj sem prav pridna, sem kar ponosna na se. Ja, D-vitamin po zimi, jeseni, jeseni, zimi, eko zelenje praktično čez celo leto, ne, pa jaz ne morem preko B-kompleksa, B-vitaminov, ne. Zato si tako skolirana. Ja, pri meni so... Stres uravnavaš. Uravnavam stres, pa tudi sem nekoč se preanalizirala, da vem, da imam slabo absorpcijo v črevesju in kronično pomanjkanje folne kisline B9, in že zaradi tega jaz redno skrbim z B-vitamini. Ja, hvala lepa. Vsekakor seveda lahko tudi sami, recimo pri Jeli, naredite čudovito analizo in se malo poglobite v bistvu v to, kaj vam primanjkuje in kaj so tiste resnične potrebe, ki jih rabite, in seveda Jelena, ti verjetno boš to znala. Z prve roke se vedeti, kaj morajo vzeti. Da navte takole, laično malo. Zdaj, ne vem, koliko se kaj spoznate na te vaše instinkte, jaz pač, ja. Jaz bi vse jemala, no kaj ne, vse rabam. 10 prehranskih dopolnil, pa ne veš, kaj bi s tem. Tako da hvala obema za obisk, vam pa seveda, da najdete tista prava prehranska dopolnila in seveda, da bo denarnica ostala vsaj še malo pri sebi. Ja, tako je. Hvala, čau, čau.